Dan pred veliko čistilno akcijo Očistimo Slovenijo smo v bližini Ljubljane obiskali divje odlagališče in nelegalno predelovalnico odpadkov. Takih primerov ni toliko veliko v Sloveniji, kljub vsemu, teh nelegalnih predelovalnic, največjih je okoli večjih mest, jaz mislim 50 do 100 v celi Sloveniji. Največjih je v okolici večjih mest, tako območja, ko priješ malo ven iz centra, to bi se dalo zlahka ustaviti, jaz mislim, inšpekcija tudi mislim, da za vse ve, ker domačini to res prijavljajo, ker je katastrofa. Ampak mislim, da prva stvar, ki bi lahko inšpektorji že letos naredili, da to ustavijo. Imajo vse zakonske podlage, ni treba nobenih sprememb zakonodaje, samo ukrepati po zakonu. S tem bi rešili vsaj te najhujše stvari, potem, ko bi enkrat to rešili, lahko gremo naprej. Počasno, saj ni treba vse v enem letu, ampak če bi bila volja ta prava, mislim, da se to da. Veliko škodo na divjih odlagališčih povzročajo gradbeni odpadki. Gradbene odpadke lahko rešimo tako z nadzorom, spet, da inšpektorji izrekajo kazni, več kazni. Jaz zelo prizadevam, da bi imeli tudi možnost postavitve kamer, zapornic, ker sploh na nekaterih mestih je samo en dostop in če tisto zapreš, si rešil recimo vodovarstveno območje. Potem druga stvar pa je seveda nujno znižati stroške odlaganja na deponijah za podjetnike. Zdaj so previsoki in sistem jih sili v to, da odlagajo v naravi. Včasih, ko veš, takole na smetišču najdem kakšno položnico, pa pokličem. Ekologi brez meja letos zadnjič pripravljajo čistilno akcijo. Še naprej pa bodo delali na registru divjih odlagališč in splošni ozaveščenosti ljudi. V registru bomo delali veliko, želimo ga obnavljati vsako leto, ažurirati, ker to bo podlaga za ukrepanje. Želimo veliko delati na spremembah ukrepanja teh, ki so odgovorni za to, da ukrepajo. Na tem bo poudarek, kar se tiče divjih odlagališč. Drugače pa delo našega društva je predvsej tudi na preprečevanju nastajanja sploh odpadkov, na ločevanju in tako s tem se bomo seveda še naprej ukvarjali.